Vse vas lepo pozdravljam v imenu Jezus Kristus. V to imenu, ker je, bi lahko povedal, to je ena glavna tema, ena glavna oseba toga časa. Tretja adventna nedelja je, gori že tretja sveča in naslednji keden je že Božič. Ne vem, koliko je bo, ampak meni se to zdi zelo neverjetno, bi lahko povedal. Kot je Damir že v uvodi pravo, leto 2023 že pred koncem. In že malo tako razmišljati, za 2 tedna je že leto 2024, če Bog da, seveda. Za 2 tedna smo že v letu 2024. In Gospodi sem hvaležen, ker smo se lahko skozi vso leto resnično vedno znova in znova zbirali tu v Božjem domu, na tom mestu, ko smo proslavljali njega, tako smo gnes in pa ko smo se včili iz njegove Bože besede. In to je eden razlog več za veselje. In prav veselje je tudi to, ker nekako opisuje te božični čas. In pa tudi tretja adventna sveča, kot smo že v vodi čuli, pomeni predstavlja veselje. Božični čas je čas česa? Je čas, kdo praznujemo, kdo se spominjamo rojstva koga? Rojstva Božjega Sina, rojstva Jezusa Kristusa na tej svet. In ena pesem, ker vsi fejs dobro poznamo, pravi tak: raduj se svet, Gospod je tu, vsi kralja slavimo. Veselimo se, radujmo se, širimo to veselo novico. In zakaj? Zakaj naj širimo to veselo novico? In odgovor imamo zapisani v Izije 9. poglavje 5. vrstica. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Sin nam je bil dan. Jezus Kristus je bil poslan na to zemljo, zato moramo širiti to, ker je Bog poslal svojega sina na to zemljo. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Zato, ker je Bog oče poslal svojega sina, ker je tako dober, ker je, kako imamo različna imena za njega, čudoviti svetovalec, ker je močni Bog, ker je večni oče, ker je knez miru. Zato smo mi dužni, ko poznamo to resnico, dole širiti to veselo vest. In Jezusovo rojstvo je bilo že napovedano v stari zavezi, v novi zavezi štejemo, ko se je izpolnilo. Rodil se je Jezus, ker je odrešenik sveta. Kakšen čudoviti razlog za veselje. To je tej pravi in edini razlog, še posebej v tom božičnem času, za to veselje, za to radost. Nažalost, vsi ne gledajo tako na to. Dosti ljudi gleda na tej čas, kot samo čas obdarovanja, okraševanja, druženja, zabavanja, kar samo po sebi je ne narobe ali pa slabo, ampak je ne to pravi razlog za veselje. Kakšen pa je nasploh pomen veselja v naših življenjih? Ali je dobro biti veseli? Ali Bog za nas želi, ko smo veseli? Ali je to krščansko, ko smo veseli, ko smo srečni v življenju? Gnes smo si pogledali eno, kot tako povem, narobe predstavo o Bogu. Če vam povem, ko si Bog za nas ne želi, ko smo srečni, veseli, bi te stavek verjetno dosti izmed vas malo tako zmotil. Bog si želi, ko si srečen, Bog si želi, ko je tvoje življenje takšno, kako si ga predstavljal. Bog si želi, ko izkušaš vse dobre stvari v življenju. Bog te želi videti srečnega, veseloga. Večkrat samo že čuti te stavke, čuti to je fejs dober občutek. Fejs spodbudno bi lahko povedali. Ampak, če vam povem, ka to ne čista kresen, da zihar nekako presenečeni ali pa mogoče celo užaljeni zato, ker to zna biti tako dober občutek in vrvate, ko si Bog za nas želi, ko smo srečni, zna biti fejs dobra odločitev ali prav tej občutek.
In pogledajmo, kaj je zapisano v Psalmi 97:12a. Veselite se pravični v Gospodu. Čudovito je čuti, kaj si Bog želi, kaj smo veseli, kaj smo srečni. Pa imamo zapisano, veselite se pravični v Gospodi. In čas Božiča je in je tudi primerno, kaj se veselimo in smo v takšnem vzdušju. Bi pa rad, kaj pogledamo nekaj dejstev o toj, kaj direktno tako povem, o toj teologiji veselja. In izpostavil bi 3 dejstva. In prvo izmed teh je, če si Bog želi, kaj se na prvem mestu veseli, potem takšno, ko me napravi veselega, je ok. Kakoli pa me napravi nesrečnega, neveselega, žalostnega oziroma me ne razveseljuje, je napačna stvar, je narobe, je ne dobro. To je, kar moramo vrvati, če Bog za nas želi, kaj smo na prvem mestu veseli. In dosti pesmi je gnezdi tudi napisano tudi v tom smislu, kad če te nekaj razveseljuje, potem ta stvar ne more biti slaba. Potem drugo dejstvo je, če Bog želi, kaj se na prvem mestu ga zveseli, potem nelagodje, zamude, tveganje, trpljenje, neprijetnosti in ovire ne morejo biti Božja vola. Z drugimi besedami, če se meni kakoli zgodi, česar se jaz nisem želel in mi to ne paše, mi je zavoljo toga žmetno, mi je zavoljo toga težko, potem to ne more biti Božja vola v mojem življenju. In še tretje dejstvo pri toj teologiji veselja je, brez ka bi znal začnem slaviti lažne bogove udobja, denarja, zadovoljstva in raznovrstnih stvari, želj. In to je en način, na katerega živi dosti ljudi gnez. Nažalost, tudi dosti kristjanov in sledijo, iščejo Boga, ker bi jih razveselil. In napačno vrvljajo, ka Bog za človeka na prvem mestu želi, kaj je veseli, srečen. Razmišljanje pri tem pa je, ka če potem takšen Bog za mene želi, ka sem jaz srečen, potem začnemo razmišljati, ka Bog obstaja zato, ka Bog služi meni. Ali je to realnost? Ali je pa realnost ena druga? Realnost je, ka Bog ne obstaja zato, ka bi delal to, ko mi želimo. On je ne zato, ka bi služil nam, ampak mi obstajamo zato, ka bi služili njemi. Efežanom 2:10 imamo zapisano tako: njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela, zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Če mi vrvljamo, kaj si Bog za nas na cen želi, kaj smo veseli, kaj smo srečni, potem Boga zmanjšamo, bi lahko direktno tako povedali, na en sveti avtomat za pijačo ali pa za gesti, karkoli. Če na avtomati ges dom notri, ne vem, kako je zdaj Coca-Cola, evro pa pol notri, tipne in tipko za Coca-Colo, potem dobim ko? Coca-Colo. Če klikneš Pepsi, ti Pepsi dobiš v. Dal sem avtomati toliko je zahtevo, pritisnil sem tipko, zato moram dobiti v Coca-Colo. In ništen izmed nas in dosti vernikov pričakujejo od Boga, kaj se tako odzove. Torej, če jaz napravim to, ko je dobro, se držim, bi lahko direktno tako povedali, nekšnih krščanskih načel, naprimer idem v cerkev, molim, štem Biblijo, če pomagam drugim, če delam dobre stvari in ne delam te slabe stvari, potem mi Bog mora dati povišico v službi, ali pa dobim to sanjsko službo, katero sem si želel, temu jaz tudi všeč moji simpatije, ali pa da Dončić pa dal 30 točk, 40 je gnez dal. Zakaj potem to pričakujemo?
Zato, ker sem delal to, kar znam, kar lahko delam, in ne sem delal tega, kar ne smem delati, kot kristjan. Torej sem pritisnil tipko na avtomati, dobim v točno to, kar sem želel, zato, ker je Bog tukaj me osreči. Bog za mene nadvse želi, kar sem veseli. In problem s tem je, ker če bi bil to tej glaven klic za nas, namen za naše življenje, ko smo srečni, ko smo veseli, se enega dne izbedimo, smo nesrečni, in potem začne to v nas ustvarjati napačne misli. Če sem jaz nesrečen, če delam vse to, ko Bog od mene nekako zahteva, jaz svoje delam, ne sem dobil to, ko sem šel, potem je Bog enostavno spodletelo. In to je veliki problem pri nas ljudaj. So pa tudi takšni, ker pravijo, probo sem, če da me religija pripeljala do veselja in me je ne. V cerkev sem do 3 cele kerne in ne sem bil uzdravljen. Čital sem Biblijo, trudil sem se biti dobra oseba in v službi mi je še itak težko. Molil sem za moj zakon z ženo za moža in še vedno ne izboljšanja, še vedno se kregava. Ne mi je Bog, še Bog me je ne usrečil, torej je Bog spodletelo, pa jaz vse prav delam. Gre zdaj, dosti ljudi odide v stran od Boga samo zavol toga, ker njihov temelj verovanja nepravilno postavljene. Vrvljajo s prepričanje, Bog obstaja, ka meni ustreže, ka meni osreči. Eno stvar tu tako verjeno izpostavim, jaz vrvljen z vsem srcem, ka je Bog ne proti našemu veselju. Leko celo trdim, ka Bog rad vidi, da uživamo v življenju, ka on tudi uživa v tom, da vidi, ka njegova deca uživajo v življenju, ka so srečni, ka so veseli. Namreč nam je dal to življenje. Kako smo prešteli prili, njegova stvaritev smo. Ampak Bog ne želi, ka stremimo za veseljem. Bog želi namreč, ka stremimo za njim. Bog ne želi, ka stremimo za njim v imeni veselja, zato ker Bog je končni cilj in ne veselje. Njegova prisotnost v kompletno našem življenju je cilj. Udejanjati njegovo voljo v naših življenjih je cilj. Bog ne želi, ka ga sledimo samo za voljo toga, ka bi dobili to, ko mi želimo. Takšen način sledenja Bogu je fez nevaren, ker pomeni, ka Boga na nekšen način, mogoče tudi ne tok, indirektno želimo samo izkoristiti in ga ne posvečevati. Boga definitivno ne moti, da smo srečni, ampak to je najti naš klic, namen v življenju, kam bi mi bili samo srečni, veseli. Bog ne še, ka sledi svojimi zadovoljstvi, ka sledi svoje sreči. Bog želi, ka slediš njemi in v njemi boš našel vse, kar šteje v življenju. Ves pomembno je živeti na pravi način kot kristjan in imeti jasen cilj pred sabo v svojem življenju. Še posebej zdaj v božičnem času in greš na trečjo adventno nedeljo, kako smo že parkrat poudarili, predstavlja veselje. Pomembno je razumeti dejstvo, ko pomeni slediti Bogu in kako si želi, ka živimo. In 2 stvari bi omenil, ker Bog ne podpira v naših življenjih glede radosti, glede veselja. In prva je, Bog ne šče, ka smo veseli, da to povzroča, ka delamo nekaj napačnega, nekaj direktno povem neumnega. Bog ne šče, ka smo veseli, da grešimo in delamo slabe stvari. To se zgodi dostikrat, večkrat sploh ne opazimo, ka nekaj, kar delamo in nas razveseljuje, leko ima grozne posledice.
In ta vrvljenka leko potrdijo vsi starejši, ker se svojoj deci že prepovedali se špilati z raznovrstvimi stvarami. Jaz se spomnim, da sem bil star 6-7 let, sem se fejs rad špilal z spicami, sem imel rad tako povedano ogenj. Stalno sem na skrivaj imaval te škatlice od spic in sem se z njimi špilal ven, na skrivaj za kučo v kameneta videla. In mene je to stalno razveselilo, mi je bilo zanimivo, kako to gori in me je tako napravilo veseloga, ampak ata in mama na teh niste bila navdušeni in sta stalno spice vzela v kraj, sta me skregala, kaj je to nejdobro, kaj se s tem špila in sta jih skrila. Ne sta jih mogla tavršti, ker se nico za zakviriti v peči, kada je toplo. In enega dneva sem pa nojšel gesta jih skrila in so se z njimi špilo v kurilnici. In ja, to je imelo skoraj katastrofalne posledice. Nekaj se je gor vžgalo in ki je bil tak veliki ogenj, kaj bi še ranger rekel, bi ljubosumljeno tako veliki plamen je bil. In hvala Bogu je mama bila v bližini in ogenj je hitro pogasila, ampak če mame ne bi bilo poleg, bi leko razneslo celoten rezervar za olje. Ker se ogenj, plamen, napravo zakriral pod dotočnimi cevami za olje. Veselje je leko dobro v momenti. Veselje je leko dobro v tistom trenutku. Znam, ko je to en takšen, ne banalen, ampak to je en takšen primer iz otroštva, ampak vrvljenka znamo, ko mislimo. Ta stvar, to veselje je mišljeno raznovrstne stvari v našem življenju. Mogoče poše mrzlo pivo, eno podeli, kar vrvljenka poše in znonka poše, po težkom dnevi dela, ka poše. Ampak ti še drugo, trečo in ti poše, si veseli, si v dobre voli, štrto in ide več in več. In tudi mogoče mi mladi, najmlajši, smo za računalnikom, špilamo igrice, kakšne pol ure, 1 uro, 2 ure, 3 ure, 4 ure in čas odide. Ali pa smo na internetu, na socialnih omrežjih, gledamo kakšne vsebine, ker so najprimerne in ti v tistem trenutku dable eno zadovoljstvo, eno veselje. Ampak, kdo nas to vodi v nekaj, kar je dobro, kad to povem na dolgi rok, potem Bog to za nas nešče. Si Bog to za naše življenje ne želi. In 1. Peter, 1. poglavje 15. vrstica pravi tak. 1. Peter 1.15. Marveč bodite v istem ravnanju tudi sami veseli, kakor je vesel tisti, ki vas je poklical. Piše tak v Svetom pismi? Ne. Kako je pisano? Marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical. Bog rad vidi, da smo veseli, ampak to, kar najrajše vidi pri svojoj deci je, ka smo sveti. Če mi vrvljamo, ka si Bog za nas na prvom mestu želi, ka smo srečni, ka smo veseli, potem te, da smo nesrečni, delamo stvari, ker so napačne in sami sebi prepričujemo, ka so te stvari vredi. Bog nešče, ka smo željni veselja. Bog želi, ka smo željni njega, njegove prisotnosti, njegovega dotika. Torej, prva točka, Bog nešče, ka smo veseli, da to povzroča, ka delamo nekaj neumnega, nekaj napačnega. In potem druga točka, Bog nešče, ka se veseli, da je naše veselje osnovano na stvarih z toga sveta. In ko je zdaj, bi lahko pitati tok najboljši primer toga, kaj je naše veselje osnovano na stvarih z toga sveta.
reklame. Če se mi osredotočimo oziroma držimo, sodeč po reklamaj na televiziji, radiji, revijah, Zeitingaj, te mi ni samo raznovrstno orodje za upravljanje dela. Če ne boš imel to, ne boš mogel tok pa tok gumo menjati. Če ne boš imel ovo, ti ne boš mogel zdigniti to pa to stvar. Te ni samo raznovrstne kreme za lepšo kožo, za bolj meke, nežne roke. Te ni samo gliti avto, ker je v reklami, glej, kako dobro za ovinek ide v reklami. Pa je to nicam, kamo veseli, kamo sreči, kako me to veselo ga napravi. Nicam to in to, kamo veseli. Nicam tretjo in četrto in peto stvar, kamo veseli. Ampak Bog ne čeka se veseli na takšen način, kdo je naše veselje osnovano z stvarami s toga sveta. In iz Svetega pisma primer Janez je tu fejs jasen in direkten, kdo piše v 1. Janezovom 2. poglavje 15. do 17. vrstice. 1. Janez 2, 15 do 17. Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni. Kajti vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, ni od očeta, ampak od sveta. In potem 17. vrstica, svet in njegovo poželenje mineta. Kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. Skozi takšno razmišljanje in preberanje Svetega pisma leko spoznamo, gdje mi stojimo v tom sveti. Če stremimo za večjim imeti v mirnih okoliščinah, vznemirljivih izkušnjah, kot tako povem, po eno adrenalini, po pravih razmerjah, odnosaj po popolnom izgledi, po stvaraj, kere nas osrečijo, in mislim, ko bomo prek toga veseli, temu hitro spoznali, kaj je vse to samo ena imitacija pravega veselja. In vrvne, ko smo to že vsi spoznali s kakšnokoli stvarjav v življenje. Kljub tome, kar si vse leko mi pridobimo, bomo spoznali, ka še vseeno smo najveseli, srečni v življenje. Če vse to vrvljamo in se prepričujemo, kad je nas to zadovoljilo, temu na koncu imeli ogromno stvari, vse, ko smo si prili zamislili, ampak mu vseeno nezadovoljni, vseeno mu nesrečni. In zakaj je to tak? Zato, ker namen sveta ne, ka bi nas zadovoljil. In ne iščemo Boga z namenom, ka bi nas, ka tako povem, blagoslovo z stvarmi za toga sveta. Boga iščemo zato, ker je njegova prisotnost za nas zadosti. Je končni cilj. Je dober Bog. V njegovi prisotnosti bomo našli več, kot pa samo to, ko bi nas napravilo vesele. Ne dajmo se zavesti od napačnega razmišljanja in od toga, ko pravi svet. Bog ne čaka smo veseli, kdo to povzroči, kad delamo nekaj, kar je ne po Božji volji. In pa Bog ne čaka smo veseli, kdo je naše veselje osnovano na stvaraj z toga sveta. Dejstvo je, da smo predani Bogu, leko tudi v nevihtah življenja in preizkušnjah občutimo Božjo prisotnost, občutimo blagoslove. Če gli stvari ne idejo po naših načrtaj, kako bi si mi predstavljali, in kljub vsem preizkušnjam in težavam naših življenja, štereznom, ko imamo vsi prisotni, leko izkusimo veselje, leko izkusimo neopisno radost. Zato, ker je naš Bog živi Bog, zato, ker je naš Bog zvest Bog, zato, ker je naš Bog vsemogoči Bog. Psalm 37:4 pravi tak: razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce.
In ništa ne do to razumeli, kad če sledijo Gospodi, in zimajo to vrstico, da dobili vse, kar njih srce poželi. Novi avto, boljšo plačo, partnera, pravo službo. Ne. Kdo iščeš Boga, kdo se razveseljuješ, kdo se raduješ v Gospodi, kdo delaš za njega, kdo iščeš prisotnost, kdo je Bog tvoj cilj in si želiš več in več od nebeškega očeta, potem si oblikovani v podobo Kristusa in naenkrat ti Bog davle njegove želje. Ne več naša volja v spredje, ampak je Božja volja, ker je posejana v naša srca, ker je posejana v naše misli. Ne nauk naša volja grata to, kar je Božja volja. In molimo z namenom, da bi izpolnjevali Božjo voljo. In to je Bog še kako veselje, ker sloni na stvarih toga sveta. Če gli so stvari okoli nas slabe, leko najdemo radost, leko najdemo veselje, moč, spodbudo v Jezuši Kristuši. Zato je pravi namen Božiča Jezus Kristus. Je razlog, da se radujemo in veselimo v tom božičnom času. Rojstvo mojega in tvojega odrešenika je pravi razlog za veselje, je pravi razlog za radost. V začetku smo prešteli Psalm 97, 12. vrstico, ampak preštemo to vrstico še enak, ampak v celoti. Ne samo prvi del toga, oziroma te vrstice. Veselite se pravični v Gospodu, ne v tom svetu, ampak v Gospodu. Zahvaljujte se spominu njegove svetosti. Moja molitev gnez za vse nas je, da najdemo nekaj, kar je več kot pa začasno veselje toga sveta. Ka najdemo neopisno radost, veselje v Gospodu, kamo ne glede na situacijo, preizkušnjo, težavo, izziv, okoliščine nosili v srce pravi razlog za radost, pravi razlog za veselje, ki je Jezus Kristus. Amen. Gospod Bog, hvala ti resnično ponovno za teden, da smo zbrani v tvojem domu. Hvala ti, da imamo pa priložnost tebe slaviti in častiti, zato ker ti si mogočen Bog, ti si vsemogočen Bog, ti si ti, ker je poslal svojega sina na to zemljo, ti si ti, ker je dal roditi svojega sina na to zemljo, Gospod Bog, in svet se je radoval, se je veselil in svet se še tudi gnez raduje in veseli, ker si ti poslal Jezusa na tej svet, zato ker je leko imel eno misijo, ko tako povem, Gospod Bog, namreč iti skozi vse te stvari, kerimi se mi zdaj soočamo in je leko kot en dokaz, ko leko s tvojo močjo, zaupanjem in molitvijo tebi, Gospod Bog, premagamo stvari toga sveta, Gospod Bog, ko imamo tudi to zavedanje in znanje zapisano v Svetom pismi, ko smo ne sami, Gospod Bog, ampak ko smo skupaj stel v tom svetu in Gospod Bog, ti nas ne boš pustil same, če smo mi tebi zvesti, si ti že dal obljubo, ko boš ti z nami in ko boš ti šel naprej in tako se mi leko zatekamo vedno znova in znova k tebi. Pri tebi iščemo spodbudo, veselje, radost, moč, navdih, Gospod Bog, in ozdravljenje in pomoč in se leko zatekamo in si leko ti, ker je nas pokrije s svojo milostjo in svojim odrešenjem, Gospod Bog, in nas ponovno prebediš v naše življenje, Gospod Bog. Ko leko znamo, imamo to zavedanje v srcu, ko si ti poslal svojega sina, ko je šel skozi vse to trpljenje, ko je mrl na križi za moje grehe, za grehe vsakšega posameznika in Gospod Bog, ko je ne ostalo mrtev, ampak ko je premagal tudi smrt, ko te svet vidi kot eden končen cilj, ko si ti Jezus leko premagal to in si pokazal, kaj je končni cilj, naš Bog Oče. Ko v njem leko najdemo to pravo veselje, to pravo radost. Amen.